Čale Sale zadnje čase je precej aktiven, tako športno kot tudi glasbeno, ampak če ostaneva najprej pri glasbi, tvoj najnovejši projekt je? Moj najnovejši projekt je Uspeh. Kar pred kratkim, v soboto sem izdal tale spot, dolgo, težko pričakovan strani mojih poslušalcev, zato ker je pesem avtobiografska in govori o mojih težkih preizkušnjah v življenju in o tem, kakšna je pot do uspeha. Ni vse samo lepo, ampak je bilo tudi dosti negativnih stvari, kjer so me seveda izoblikovale v neko še močnejšo in boljšo osebo in predvsem tudi glasbenika. Če se ne motim, si hiperaktiven v produkciji spotov, kateri je to po vrsti? To je zdaj že 32. spot, se pravi v 11 letih. Recimo, da nekje povprečno se trudimo vsaj 2 do 3 na let posnet. Za letos imam planiran še en video spot v decembru. Tako da smo naredili eno tako filmsko zgodbo, več fantov je igral mene skozi moje življenje od 7. pa do 30. leta in mislim, da je zelo zanimivo za gledalce, ker so lahko dobili eno drugo perspektivo, en drug pogled nasploh na moje ustvarjanje glasbe, na moje življenje, na moje življenjske tudi preizkušnje in da so dosti vedeli o meni pa o samem mojem življenju in o tej poti do uspeha, ki seveda ni bila lahka in je bila iz nule in iz dna. Ampak jaz pravim, če ustrajaš, pa če nekaj delaš s srcem, pa tudi če si v redu, dobra oseba, dobrega srca, se prej ali slej rezultati pokažejo. Se morda spomniš, glede na to, da je že 30 projektov, kateri je bil pa najbolj zanimiv glede snemanja? V tem času se je verjetno ogromno spremenilo, ne? Ja, definitivno. Mislim, vsak projekt po svoje je nekaj posebnega za mene in v teh 10 letih se je res sama produkcija in glasbe in produkcija videospotov res spremenila in je vsako leto še bolj kvalitetna, zato pa mi to probamo izkoristiti in narediti čim bolj kvaliteten izdelek. Tako da moram reči, da res spoti, ki sem jih v zadnjih 5 letih naredil, so bili najbolj zanimivi za snemati in tudi same take zanimive preizkušnje, zato ker drugače, ko si ti v bistvu z ekipo delaš scenarij, pa se usedeš, pa delaš nek miselni vzorc, pa plan, pol pa, da to vse skupaj realiziraš, kar traja. Naprimer, evo, ta spot zdaj zadnji je bil kar zanimiv, ker smo snemali 5 dni po 12 ur, bilo je vključenih več kot 50 ljudi, ful veliko enih statistov, ker jim bi se rad zdaj zahvalil od tej priložnosti, ker če njih ne bi bilo, tudi ne bi mogli narediti toliko filmskega izdelka in kvalitetnega izdelka. Tako da vsak spot posebej je neka posebna zgodba in moram reči, da mogoče meni osebno je pa najbolj pri srcu spot Lagano, zato ker ga največ folka pozna in največ ljudi ga je pogledali in ga vsi hvalijo, da je res tak zabaven in da ga z veseljem poleg glasbe tudi radi gledajo. Ampak pri tebi ni Lagano, skozi se nekaj dogaja, ne? Tudi športno spremljamo tvoje transformacije, vsak dan deliš na družbenih omrežjih, se je težko spraviti skupaj. Sigurno, zelo težko. Jaz mislim, da se vsi v teh časih še težje motiviramo, zato ker se toliko enih stvari okoli te epidemije dogaja okoli nas in tudi dostim ljudem, kot tudi meni, kot vsem drugim, so se porušali plani in enostavno pol smo obremenjeni mogoče z določenimi stvarmi, ampak jaz tako pravim, moraš najti razlog, zakaj določene stvari delaš, zakaj živiš, zakaj ustvarjaš, zakaj treniraš. Jaz pa treniram predvsem itak zaradi svojega dobrega počutja, zato ker je to nek način mojega življenja in enostavno z gibanjem in športom ful lažje premagam stres in se enostavno zaradi tega bolj počutim. Tako da kdaj se seveda tudi meni ne da iti na trening in tudi tisti dan, ker res vidim, da nimam energije, da imam dosti drugih problemov, ga raj preskočim, ne grem na silo, ampak sam sebe probam brcati, turiti, se zmotivirati, si reči, ja, zdaj mi je težko, ampak ko boš naredil trening, vzem si pol urce, 1 urco za neko gibanje, ko se boš prešvicu, tudi drugače pol in razmišljam in sigurno se pa ful boljše počutim, tako da tudi mladim hočem dati to sporočilo, da enostavno je šport pozitivna stvar in da jim bo sam pomagal v življenju in to je to. Si pa ne pomaga z nobenimi dodatki, ko na televiziji gledamo to in ono, ko shujšaš lahko čez noč za nekaj kilogramov. Pa v bistvu uporabljam neke vrste športno prehrano, pijem proteine, whey, pijem aminokisline, pa osnovne te vitaminske dodatke, kot so vitamin C, pa ostali multivitamini. To je pa več ali manj to. Moramo vedeti, da ni nekega takega čarobnega recepta ali pa tabletke, ki bi jo človek spil in bi lahko si izoblikoval postavo, kakor si želi. Enostavno, zato moraš kar trdo delati. Jaz mislim, da vsak, ki se ukvarja športom ali pa s fitnessom, ve, da rezultati ne pridejo čez noč in enostavno moraš
delati na tem na dolgi rok in da je, mislim, da rezultati v športu se pokažejo šele čez nekaj časa, vsaj za fitness, ki me sprašujejo, jaz pravim vsaj 3 mesece minimalno, tako da morate samo ustrajati in delati, kako bi rekel, načrtno in biti disciplinirani, motivirani in rezultati bodo se prej ali slej obrestovali. Skratka, če zaključiva trenutno uspeh, decembra nova zgodba, drugo leto pa očka pa poroka. Upajmo, vsi me sprašujejo, ampak ja, tako bom rekel, s punco si oba tega zelo želiva, zato ker sva zdaj že 5. leto skupaj, 10.10. sva imela 5. obletnico in v bistvu zdaj je samo še vprašanje časa, kdaj se bo začel delati na tem, da imava svojo družino, da se zaročiva, poročiva, da dobiva dojenčka. Jaz enostavno se že počutim, da je ta prav cajt za to, glede na to, da sem star že 30 let in si to tudi želim, ampak nočem pa nekaj zdaj forsirati na silo, enostavno bi rad, da se zadeve spontano same od sebe pa zgodijo, bom pa sigurno jaz dal neko inicijativo za to, da greva še korak naprej. Tako da po novem letu bo po mojem marsikaj zanimivega se zgodilo.